Dragi člani Društva za srečno življenje Belis in vsi, ki boste poslušali današnji program Društva za srečno življenje Belis. Res je, moramo biti pripravljeni. Ne sme nas nič presenetiti, kar pomeni, ne smemo imeti strahu. Ne smemo imeti bolečine, ki nas bi paralizirala. Ne smemo imeti neznanja, ki nas bo pustilo v temi. Ne smemo gledati ne levo, ne desno, kaj se bo dogajalo. Ne smemo si imati odgovornosti za svoje najbližje, ki jih imamo radi, ki so še vedno v temi, ki nočejo resnice, da jih osvobodi. Vsak za sebe je 100% odgovoren. Kako se bo v teh poslednjih časih počutil, kaj bo govoril, kaj bo delal, kaj bo verjel, kaj bo mislil in komu bo verjel. V rokah držim Sveto pismo. Pismo, kjer je na koncu razodetje. Tudi v razodetju piše, da se bo marsikaj dogajalo, preden bo resnica zmagala. In se dogaja marsikaj. Vendar za tiste, ki ne živijo resnice, ki jo ne želijo spoznati, ki je ne živijo in ki nočejo o njej govoriti, smo še v času milosti. Velike, velike milosti. Kaj to pomeni? Da vsak, prav vsak izmed nas, ne glede na veroizpoved, ne glede na trenutna spoznanja, ima možnost, da se osvobodi in da zmaga v tej poslednji bitki, ki ji rečejo Hermagedon, eni apokalipsa. Veliko ljudi je strah, zato ker ne poznajo resnice in mislijo, da se bojo s cepljenjem rešili pred smrtjo, pred boleznimi. Nažalost ne. Nažalost ne. Samo resnica prinaša mir, radost. Kaj je ta resnica? Velikokrat govorim, da nas bo resnica osvobodila. Kaj je resnica? Je resnica, da imam danes mogoče na banki minus 10.000 evrov? Je to resnica, ki me bo osvobodila? Ne. Je resnica mogoče to, da je toliko in toliko ljudi zbolelo za gripo? Me bo ta resnica osvobodila? Tudi ne. Me bo osvobodila resnica o športnih zmagah Slovencev na olimpijskih igrah? Tudi ta resnica nas ne osvobaja. Nas mogoče osvobaja povišanje pokojnine? Tudi to ne. Kaj nas v resnici osvobaja? Vprašajmo se. Kaj lahko človeka osvobodi, da ga ne bo strah? Da ne bo zbolel? Da bo radosten, srečen? Kaj je tisto, kar nas bo resnično osvobodilo, osrečilo? Vprašajmo se danes. Iskreno. Jaz osebno vem,
kaj mene osvobaja. In to delim z vami že 33. leto. Nekateri me razumejo, nekateri se trudijo, da me razumejo, nekateri me obsojajo, nekateri o meni lažnivo govorijo, nekateri se trudijo, da bi me prizadeli, ranili, in vendar osebno vem, da me le resnica osvobaja. Samo resnica. Resnica, ki je dana vsem nam, ki je zastonjski dar, ki je kot nevidna živa voda, ki prihaja dobesedno iz neba, ki napolnjuje naše srce, naše misli, naša čustva, naše telo. Ko je Samarijanka ponudila vodo Gospodu Jezusu pri vodnjaku, ji je rekel: če bi vedela, da imam jaz vodo življenja, pravo vodo življenja, bi mene prosila, da ti dam mojo vodo. In Samarijanka ga je vprašala: a si mogoče ti tisti, ki ga čakamo? Si ti tisti Kristus, ki nam boš prinesel vodo življenja in odrešitev in resnico in življenje? In Jezus je rekel: ja. Vsa vesela je odletela in začela govoriti, da so dočakali dan, ko je prišel Jezus Kristus tudi v njihovo vas. Jezus Kristus je voda življenja. Je luč, ki nas razsvetljuje. Ima vodo življenja, ki nas odžeja, ki nas opogumi, ki nas opolnomoči. In čeprav je trenutno na nebu, ker ga v Izraelu niso spoštljivo in z ljubeznijo sprejeli in so ga celo križali, iz nevidnega, za nas nevidnega sveta nam pošilja vodo življenja. Svetega Duha, ki oživlja, ki nas razsvetljuje, ki ozdravlja, ki nas poučuje in osrečuje. In ščiti in varuje. In ta Sveti Duh bo z nami do konca tega sveta. Katerega sveta? Sveta, v katerem so vojne, v katerem so laži, prevare, kršenje človekovih pravic, ubijanje, kraja organov, kraja krvi, laži, diplomacije, kršenje vseh ustavnih pravic. Do konca tega sveta bo z nami ta Sveti Duh. In tisti, ki smo pripravljeni ga sprejeti, spremeniti svojo temo v luč, spremeniti svoje neznanje v Božjo resnico, tisti bomo osvobojeni in bomo trdno stali na novih temeljih, na temeljih resnice, ki osvobaja, osrečuje in nas ščiti pred vsemi neurji tega sveta, ki še čakajo to zemljo. Vsi smo poklicani, da sprejmemo to vodo življenja, ki je zastonjski dar iz neba. Prav vsi. Vendar veliko ljudi ima vrata zaprta. In Sveti Duh, voda življenja, ne prihaja na silo, brez povabila. Pride samo na prošnjo. Če se ljudje želijo spremeniti, če želijo
resnico. Če se pokesajo z vse zmote in zablode tega sveta, takrat se nas ta voda življenja dotakne in nas spreminja. Mene je ta voda življenja spremenila, obnovila, na novo rodila, dobila sem novo ime, novo življenje. In srečna sem, da sem slišala za ta evangelij resnice. Res sem srečna. Zato, ker sedaj hodim po novi poti. Po poti resnice, radosti življenja. In jo delim z ljudmi, ki želijo to slišati. Ker je to resnično edina resnica, ki nas osvobaja, osrečuje, povezuje. In ne glede na to, kaj vse sem morala za sabo zapustiti z ljubeznijo. Iz dneva v dan sem bolj svobodna, bolj srečna. Zato, ker vem, da staro mineva, da se novo rojeva. Sem na tej zemlji še vedno, vendar nisem več od te zemlje. Voda življenja me obnavlja. Mi daje dobesedno novi neminljivi cvet, ki ga nihče ne more utrgati, ne uničiti, ne ubiti. Zato, ker sem ga dobila kot dar in ga sprejela spoštljivo, z veseljem. In vsak lahko izbere to pot. Evangelij se širi sedaj po vseh družbenih omrežjih. Ne morejo ga ustaviti, ne morejo, ker je Sveti Duh tisti, ki spreminja duhove, ki niso od Svetega Duha, ki niso dar življenja. Spreminja. Ljudje bodo množično umirali, zato ker so zaprli vrata življenju in tej prenovi duha. Vendar vsak se ima možnost tik pred zdajci pokesati, se odločiti, da bo sprejel Svetega Duha v svoje življenje, da bo sprejel brezpogojno ljubezen v svoje srce, da bo delal tisto, kar je Božja volja, ne volja tega sveta, ki je odrezan od Božje volje. In kdor ni odvezan od Božje volje, bo živel, če tudi ga ubijejo, če tudi ga vržejo v ogenj, če tudi mu pokradajo vse organe, bo živel. In to življenje je tisto življenje, ki je direktno dano za nas vse, da bomo živeli in ne trpeli, da bomo radostni, da bomo delali to, kar je Božja volja. So ovire. Na poti smo velikokrat zaustavljeni. Vendar, če vemo, da imamo rešitev, če vemo, da je pot, ki vodi iz pekla v raj, iz bolezni v zdravje, iz smrti v življenje, potem lahko po tej poti hodimo. Vendar imamo svobodno voljo, da se vsak za sebe odloča. Nič nas ne sme presenetiti več na tej zemlji. Zato, ker če bomo presenečeni, bomo izgubili vero, upanje in povezavo z resnico. Strah nas paralizira.
trdno moramo stati na temeljih resnice. Moramo dovoliti, da so naše noge oprane z brezpogojno ljubeznijo in da hodimo po tej zemlji kot božji otroci, kot beli otroci. Da se zavemo, da kdo smo. Da smo tukaj poklicani za radost, za življenje, za mir. In da smo mi tisti, ki lahko ljudem, ki so še v temi, ki še ne poznajo resnice in evangelija, z našim življenjem, z našim zgledom, z našo besedo, ki je v skladu z resnico, da ga prebudimo, da se odloči za življenje tudi on, da se na en način pokesa za vse zmote in zablode tega sveta in da sprejme vodo življenja, ki puščavo spreminja v raj, ki obuja mrtve, ki ozdravlja bolnike, ki razprtije spremeni v prijateljstvo, ki vojne spreminja v mir. To dela ta voda življenja, ki je zastonjski dar za vsakogar izmed nas. In kdor ne bo te vode življenja sprejemal, ima svobodno voljo. Bo pač umrl. Vendar po smrti ni konec življenja. To, kar bo danes občutil, so sovraštvo, jezo, zamero do kogarkoli, bo odnesel na drugo stran. Nekateri pravijo v vice. In potem bo moral čakati, da nekdo na tej zemlji bo molil za njega, bo prosil za milost. Številni ljudje bojo šli pa dobesedno v pekel, v ogenj. Tisti, ki so zavrgli resnico, ki so teptali življenje, ki se niso odločili za ljubezen do sočloveka, do življenja. Šli bojo pač v pekel. Ne bi bila rada v njihovi koži. Res ne. In vendar imamo tukaj milost. Smo v obdobju milosti. Vsak izmed nas lahko kot dar dobesedno iz neba sprejema Svetega Duha, ki nas očiščuje, razsvetljuje, oživlja, ozdravlja, povezuje. In potem nas ne more nič presenetiti. Tudi če bojo vojne okrog nas, tudi če bojo potresi, tudi če nas najbližji ne bodo razumeli, nas podprli, nas spoštovali, imeli radi, ne bo nas to zmotilo, ker bomo vedeli, kdo smo, ker bomo vedeli, da smo odvisni od vode življenja in ne od sistema, ne od mnenja ljudi, ne od hrane zemeljske. Odprti bomo za ta prehod v novo življenje. In trohljivost bo oblekla netrohljivost hipoma, ko se bo zgodilo tisto, kar čakajo številni že po svetu. Poslednja sodba. In v poslednji sodbi ne bo več možnosti sprememb, kesanja. Vrata bodo zaprta in pred vrati bojo številni ljudje. In ne bo možnosti, da bojo prestopili prag iz bolečine v radost, iz smrti v večno življenje, ker so zamudili obdobje milosti. In to obdobje milosti se na žalost končuje za zemljo. Tudi zame, za vas, za vse nas se končuje počasi. In kdor bo razumel in slišal to sporočilo, se bo zaprl v svojo sobico in pogledal, komu še mora odpustiti. Kaj mora še narediti, da bo njegovo srce čisto, njegove misli radostne, njegova dejanja sveta in lepa. In njegovo življenje se bo spremenilo.
Tako kot se spremeni umazana posoda, ko jo operemo, postane čista. Tako tudi mi ljudje, ko se odpremo vodi življenja, Svetemu Duhu, spoznamo resnico, ki nas osvobaja. In želim, da prav vsi, ki poslušate ta moj govor danes, da slišite, še je čas milosti. Za vse nas, tudi zame. Da dovolimo, da nas Sveti Duh opere od vseh žalosti, bolečin, zamer, temin, od strahov. In da hodimo po tej zemlji kot Božji srečni, radostni otroci. In da nosimo to radostno vest vsem, ki so še v težavah, ki so še bolani, ki so še zaprti, ki se še jezijo in ki se še niso odločili za brezpogojno ljubezen, ki je prva alineja 9. člena Društva za srečno življenje Bilis. Samo brezpogojna ljubezen do sebe, do življenja. Je tisti pasoš, je tista dovolilnica za vstop v radostno in večno življenje, ki sledi življenju po življenju. In vse to danes z ljubeznijo od mene, za vse nas, da se bo pomnožila milost in ljubezen v Sloveniji, v Evropi in po svetu. Hvala lepa.